Tukaj v roki imam kozarec, v katerem so koščki korenja vloženi v solnici. Zakaj vam to povem, da je to zelo dobro? Ker govorijo o neki energetski krizi in do zdaj smo vsi več ali manj vlagali noter v skrinje, a ne? Zelo redki pa v kozarce. To lahko naredite na plinskem štedilniku, še bolje na drva. Jaz sem zdaj še malo komot, pa sem to naredila na električni pečici, bom rekla indukcijski plati, ne? Pa v pečici na elektriko, dokler se še da, pa se hitro da to narediti. Zdaj pa tisti, ki imate, ki vas zanima recept, si napište. Na vrtu poberete vso tisto zelenjavo, ki je za obrezati, ki smo jo včasih stran metali, ker je bila nagrižena, pa od polžev pojedena, pa od muh napadena, pa mogoče kaj nagnita, se lepo obreže, nareže na koščke in da v čiste kozarce. Potem se pa pripravi solna voda in sicer jaz naredim kar malo močnejšo, zato da je učinek pasteriziranja oziroma konzerviranja 100%. A veste, meni se ne da 2% pa preračunavati. Jaz sem dala v 5 litrov vode, pol kile soli, raztopila in zalila kozarce. Letos sem naredila poskusno serijo korenja, graha, cvetače, brokolija, buč, hokaido in cuket in pa tudi pora. To vloženo zelenjavo lahko uporabljamo za juhe, prikuhe, priloge, razne omake in pa lahko tudi kot samostojno jed, tisti, ki ima rad malo bolj slano. Potem s to slano vodo zalijemo zelenjavo v kozarcih, ne smemo preveč polno nafilati, en prst pod robom zapremo in jaz sem to dala v pečico, v pladenj, ki je imel približno 1 centimeter vode, zato da se zaščiti pri visoki temperaturi kozarce in pa pokrovčke. To sem dala v hladno pečico. Če imate ventilatorsko, daste na 180 stopinj za pol ure, če imate pa navadno pečico na grelce, pa daste na 200 stopinj za pol ure, ugasnete, ko je pol ure mimo, ta čas zavre in pustite noter najmanj 2 ure, še najboljš je, da se pusti v pečici, dokler se ne shladi oziroma vsaj dokler ni mlačno. In dobite čudovito konzervirano zelenjavo za zimske dni. Jaz imam tega ogromno, ker imamo veliko družino, tako da počasi postajamo popolnoma samooskrbni. Tale korenček, ki ga gledate, je bil napaden od korenčkove muhe in noter nisem nič videl, a je korenček lep ali ni lep. Ko si ga prerezal, je imel ponavadi črva noter in jaz sem to vse obrezala, oprala in evo, tukaj imate zdaj rezultat. Bom jaz še pokazala, kako izgleda cvetača pa brokoli, če mi Irena ni vse prodala, bom pogledala. No, evo, tukaj imamo vloženo cvetačo. Glejte, kako je lepa. In pa Alenka drži brokoli. Evo, to imate zdaj pripravljeno za juho. A vam še povem, kako se juha naredi? Enostavno, in to je osnovni recept za vse juhe, bučne, čebulne, špinačne, kakršne koli juhe. To pa naredite tako, da si pripravite čebulo, olje. Če boste delali z brokolijem, pa z cvetačo,
pa s porom je priporočljivo dati še kakšen gomolj krompirja zraven, da fajn zgosti. Zdaj pa tako, ker imamo mi že zelenjavo pripravljeno, na vročem olju prepražimo čebulo, da rahlo začne ratati hrustlava. Potem date gor krompir na koščke narezan in tole zelenjavo iz kozarca. Če imate pa svežo, pa date svežo. In potem vse skupaj približno naj vre na majhni temperaturi 20 do 25 minut. Dodate zraven lahko še kakšno sol. Če boste pa dali iz kozarca, morate pa paziti, da ne presolite. A ne, ta prvi morate probati, kako izgleda končen okus z vloženo karfiolo ali pa z drugimi stvarmi, ki jih imamo na voljo, šele potem dosolimo. Ko je, se pravi, zmehčan po 20-25 minutah, vzamemo palični mešalnik in vse lepo spasiramo. Ali pa vzamete unga za krompir, pa stismo spasirate. Pa dobite krasno juho. Ta osnoven recept, se pravi čebula, pa krompir, imate podlago za čist vse juhe. Grahovo, korenčkovo, porovo, čebulno, ni da ni. In potem pa samo še začinite na koncu in imate v hitrem pripravljen popoln obrok. Zraven lahko date kakšen kruh, pomočen v jajčka domača, narezan in kot kocke dodan namesto teh kroglic, ki jih dobimo po trgovinah. Tako da probejte res vsi, ki imate kakršnekoli vrtove, tudi vegeto se da doma narediti. In to čudovito vegeto. Zato, ker ste glih danes tukaj, vam bom še ta recept zaupala, ker drugače ga ne povem. Sem malo žleht. Jaz tako naredim, da mokro vegeto, recimo za mokro vegeto, dam 1 kilo korenja, 1 kilo kolerabe, se pravi vsega po 1 kilo, korenje, kolerabo, por, pastinak, zeleno, paprike, čebulo, pa še eno zadevo sem pozabila. Ne paradižnika pa ne. Pa sem peteršilj omenila. Pa peteršilj, se pravi 8 vrst zelenjave, to imate osnovni recept. Potem pa date kilo grobe piranske soli, še zraven, se pravi vsake zelenjave po 1 kilo, to se nareže na koščke, da v multipraktik, morate pa kombinirati, da vedno date vsake mal, ker če boste posamezno vsako zelenjavo posebej miksali, se vam ne bo lepo zmlel perje od peteršilja, pa perje od zelene, pa por. Zato je treba vedno vsake stvari, vsako rundo pomalo kombinirati. Ko imate to zmlet v posodi, dodate kilo soli, se opravičujem, najboljše je groba piranska, ker ni nič jodirana, nič obdelana, zmešate in pustite za 24 do 48 ur v posodi. Ko imate to, pa fajn jo morate zmučkati, da sok da. Tisti sok je potem osnova za konzervacijo, da ne rabite dati nobenega olja noter. Če pa hočete še pikico na i, pa dodate zraven še prgišče luštreka v prahu in pa baziliko. Imate pa božanski okus. Marsikdo je že delal, ampak je rekel, da take, kakor jo pri meni dobijo, ne dobi. Tako da jaz imam vedno naprej v dan, ne uspem narediti toliko te vegete, kar mi jo poberajo. Na isti način lahko naredite tudi suho vegeto. Se pravi, da vse te sestavine osnovne posušite, zmelete
in potem date še sol, ampak tukaj gre pa več soli, pa čim več noter luštreka pa zelene. To je boljš kot v trgovini. In jaz takole, ko vprašam otroke doma, pa bi danes skuhali, pa pravijo otroci, naredi uno kao juhco. Zakaj kao juhca? Zato, ker če jo boste naredili iz te vegete, bo čist podobna goveji. Noben ne bo ugotovil, da ni. To je pa tista veganska juhca. A ne? To se pravi, vse možnosti, mi smo itak že vse recepte odkrili. Samo delati je še treba, pa malo prostega časa. Tukaj imamo ženske ogromno dela, moške bi pa prosila, če ste včasih razumevajoči, pa če ima vaša draga v kuhinji delo, da ji pridete pa pomagate. Sam ne tako, da jo boste komandiral, kako mora narediti, ampak da rečete, o, ljuba, kaj ti lahko pomagam? Ja. V glavnem, no, toliko z moje strani, jaz imam tudi tamle piškote, ugotovila sem tekom moje prakse, da so najboljši piškoti narejeni iz domačega masla, namesto pecilnega uporabite vinski kamen, ker je naraven in nič ne peče po grlu, ne dela nobene teže v želodcu, in pa z domačimi jajci, pa domačo moko. To je osnova za pikico na i, ki pa ne bo mogel noben drug narediti takih piškotov, je pa vaša ljubezen, ki jo date noter v te vaše proizvode, artikle, in to je brez konkurence. Toliko z moje strani, hvala.